Vlada je danes sprejela spremembe zakona o socialno-varstvenih prejemkih, s katerim zasledujemo dva cilja. Prvi cilj je razmejiti denarno socialno pomoč in minimalno plačo, pri čemer moram takoj na začetku povedati, da denarna socialna pomoč ostaja v enaki višini. Drugi cilj pa je hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela. Za razmejitev denarne socialne pomoči in minimalne plače predlagamo ukinitev dodatka za delovno aktivnost, saj z vidika gospodarskih razmer in stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, dodatek za delovno aktivnost ni več ustrezno umeščen institut denarne socialne pomoči. Dodatek za delovno aktivnost je bil namreč sprejet kot dodatek k denarni socialni pomoči v času največje gospodarske krize leta 2011. Denarna socialna pomoč danes znaša 392,75 evra, torej za 160 evrov več in skupaj z dodatkom za delovno aktivnost dosega že skoraj 600 evrov oziroma 89% minimalne plače. Posledice te anomalije sistema so, da je denarna socialna pomoč danes postaja redni dodatek delovno aktivne populacije in to v času, ko nam na trgu dela primanjkuje delovne sile. V obstoječi ureditvi se namreč prejemniki denarne socialne pomoči in dodatka za delovno aktivnost ne želijo vključevati v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, katere namen je ravno opolnomočenje posameznika za lažjo vključitev na trg dela. Eden od ključnih razlogov je tudi, da se jim z vključitvijo v aktivno politiko zaposlovanja denarna socialna pomoč zniža. Gre za anomalijo v obstoječi zakonski ureditvi, ki jo želimo z novelo zakona odpraviti. To pomeni, da po novem denarna socialna pomoč zaradi prejemka iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja ne bo zmanjševala denarne socialne pomoči, kar je ključnega pomena za hitrejšo aktivacijo dolgotrajno brezposelnih.